Na spletu smo lahko v preteklih letih najdeli veliko posnetkov gorečih električnih avtomobilov, ampak tam smo videli zelo ekstremen plamen, ki bi gorel laično rečeno pod pritiskom. Novejša kot vozila so, bolj nekako se proizvajalci trudijo doseči to, da te baterije ne gorijo tako intenzivno. To, ko omenjate vi, je tako imenovan jet flame, pa plamen v obliki curka. Mi poznamo recimo pri baterijah, recimo te velikosti jet flame, recimo tudi do dolžine 1,5 metra. In to recimo pogosto vidimo recimo na družbenih omrežjih. Gre za gorenje klasičnih litij-ionskih baterij, ki jih danes domala v avtomobilih ni več. Lahko pa te baterije najdemo še vedno v napravah mikromobilnosti, se pravi, kot so skiroji, e-kolesa, hoverboard in tako naprej. Tam pa so ti scenariji možni. Recimo, potem smo primerljivo probali vžgati litij-ionsko baterijo. Tam smo imeli podoben primer, se pravi, pojava intenzivnega dima, pa potem pa tudi vžig. To je pa ta razlika, bom rekel, zdaj, ko rečemo, da so baterije bolj varne, recimo, ali pa nekako modernejše in, bom rekel, nekako bolj spremljajo neke varnostne standarde. Ok, zdaj smo tukaj videli avto pravzaprav manjših dimenzij, manjše baterije. Kaj pa, če bi tukaj recimo imeli en sodoben električen avto z recimo baterijo v dimenziji 100 kWh, na primer? Scenarij bi bil najverjetneje čisto podoben temu, kajti govorimo o sodobnih baterijah. Nekatera vozila danes imajo baterije, ki so že v mokrih gelih, se pravi, da baterije še težje zagorijo, tako da nekako ni pričakovati, bom rekel, nekih burnih reakcij. Seveda, za razliko od morda starejših vozil, tam pa se bi še najdli litij-ionske baterije. Tam bi bil pa proces pa takšen, da bi pa bilo gorenje kmalu zelo intenzivno.